Zdravo, sem Mitja Senekovič, star sem 37 let, prihajam iz Maribora, moj hobi je sadjarstvo, vegan sem od leta 2013. Moja zgodba se je začela tako, nekje sredi leta 2012 sem dejansko sam iniciativno začel zavračati meso. Nimam pojma zakaj, enostavno se mi je začelo upirati. In tako sem se odločil, da bom vegetarijanec. Sem postal vegetarijanec in na to sem čisto slučajno govoril z mojim prijateljem Borisom Vigecom. Boris Vigec je postal vegan ravno tak čas kot jaz vegetarijanec in slučajno se mi pogovarjava, in Boris Vigec, še danes sem mu zelo hvaležen. Hvala Boris, če gledaš. Boris mi je priporočal v bistvu eno knjigo in ta knjiga je kitajska študija. In Boris mi je v bistvu posodil to knjigo, ne le priporočal posodo. In tako bom rekel, Mitja Senekovič, ki je začel brati to knjigo, in Mitja Senekovič, ki je končal z branjem te knjige, ni bil več isti človek. Ta knjiga je v bistvu meni naredila klik, ta knjiga mi je odprla oči, neznansko sem hvaležen, da sem to knjigo dobil v roke. Zelo mi je žal, da ta informacija ni prej prišla do mene. Ta knjiga je najcelovitejša kdajkoli izdelana študija na, mislim, da približno 50,000 ljudeh, kar je definitivno zame osebno nek merodajen dokaz o resničnosti, verodostojnosti. Knjiga se mi zdi napisana iskreno. Tudi avtor sam pove, da je bil velik, če se lahko tako izrazim, mesojedec. Se pravi, na dan pol litra mleka, XXL zrezki, odraščal v taki družini. In dejansko je knjiga iskrena zato, ker v knjigi pove, da je on slučajno naletel na to. Se pravi, on ni raziskoval veganstva, on ni raziskoval rastlinojedstva, ampak je v bistvu primarno je raziskoval, kako izboljšati prehrano oziroma kako najti najučinkovitejšo beljakovinsko prehrano. In to ga je dr. Colina Campbella pripeljalo na to, do resnice o, lahko rečemo, čudodelnosti rastlinske prehrane. Ko sem v bistvu poskusil rastlinsko prehrano, še nisem vedel, kaj konkretno se dogaja z živalmi, kaj jim počnemo, torej ta etični vidik. In ko v bistvu ugotoviš, kaj počnemo tem čutečim živim bitjem, potem bom pa rekel, da povratka nazaj ni več. Torej, moram reči, da jaz nisem imel nobenih težav. Vse dokler nisem prebral te knjige, je moj jedilnik izgledal približno takole, da sem vedno po kosilu pojedel eno celo milko, seveda obvezno še pred prehodom na vegetarijanstvo, zrezek, solata, krompir. In jaz sem enostavno tisti zrezek zamenjal za kuhana čičerika, solata in krompir. Ne vem, meni je tak močen klik naredilo, da dejansko nisem imel nobenega hlepenja po nobenem siru, po nobenem mleku. Problem je, ko si navajen na neke navade, se pravi od majhnih nog, je resnično problem, če tega ne razčistiš sam pri sebi. Torej, meni se zdi pomembno, da veš, zakaj si vegan, da veš, zakaj se prehranjuješ z rastlinsko prehrano, zato je pomembno, da se opremimo z znanjem. Zato se mi zdi ključnega pomena branje knjig, poslušanje raznih prehranskih strokovnjakov, seveda pravih strokovnjakov.
Prvič sem pa slišal za besedo veganstvo, ko je naš pokojni predsednik, dr. Janez Drnovšek, postal vegan. Moram reči, da takrat se je meni to zdelo nekaj tako ekstremnega, da sem si mislil sam pri sebi, da se je pokojnemu Drnovšku odpeljalo, da se mu je zmešalo. Še sploh, ko je omenil, da niti medu ne je. To moram reči, da se mi je zdelo nekaj tako marginalnega, da sem si mislil, to je nemogoče, ne. Ampak ko danes z neke distance pogledam na to, pa smo lahko resnično tako ponosni in hvaležni, da smo imeli predsednika vegana. Upam, da je uspel čim več ljudi navdušiti za veganstvo. Moje mnenje je takšno, ne? Torej, če imamo drevo in je drevo ostalo brez skoraj vseh vej in je prešlo tisto točko brez povratka, potem nam ne vem kakšno zalivanje, ne vem kakšna skrb za to drevo ne bo preprečilo, da drevo ne bo odmrlo. Tudi pri rastlinski prehrani je tako, da ne moremo pričakovati čudežev. Če pa je pravi čas, damo na voljo telesu možnost samo ozdravitve. Jaz verjamem v to, da je vsako telo možno samo ozdravitve, če mu le damo na voljo prave pogoje, se pravi pravilno prehrano, čist zrak, dovolj sonca in tako dalje, je zmožno ozdravitve. Tako da možno, da je pri pokojnem Drnovšku ta točka nepovratka bila predaleč oziroma ni bilo povratka. Moram reči, da med nama ta pogovor dejansko ni potekal. Meni se zdi zanimivo, ko me ljudje vprašajo, ali bo vajin otrok tudi vegan. Meni se to zdi nekaj tako samoumevnega, kot se njim zdi samoumevno, da bo njihov otrok vse jed. Midva sva tako prepričana v rastlinsko prehrano, da tu v bistvu mi ne rabimo nobenih obrazložitev, oba sva dovolj opremljena z znanjem, oba veva, da je ta prehrana popolnoma varna v vseh življenjskih obdobjih, se pravi za nosečnice, za majhne dojenčke, za majhne otroke, za starostnike, za vse ljudi. Ravno zdaj smo se o tem pogovarjali, da to pri nama sploh ni debate. Zato, ker smo oba dovolj opremljena z znanjem, da veva, da s to prehrano ni ogrožena ne nuša in ne naš otrok, ki je v njej. Nikoli ne bom pozabil tega, od tega je približno 12 let, ko je en moj zelo dober prijatelj bil vegetarijanec. In mi smo skupaj šli na kebab. In mi smo se norčevali z njega, ne? In smo mu rekli, Andrej, pa glej, pravi dec bo jedel meso, ne? Kaj za ti to neko rastlinsko prehrano, ne? In potem, kasneje se je to tako obrnilo v življenju, ne? In še zdaj, danes meni Andrej reče, ne? Pa Mitja, se ti spomniš tega, ne? Ko smo šli na kebab, ne? In si se norčeval z mene, ne? Poglej se zdaj, ne? Poglej se zdaj pa si ti takšen, ne? Tako da ja, ta preskok miselnosti je včasih malo težek, ampak kako nekako miselno praviš s tem, se mi zdi, da je to, da postane zelo enostavno, ne? Predvsem se mi zdi to, meni se zdi fajn, da ne kompliciramo, ne? Kot rečeno, ne? Mi zdaj ne rabimo veganskih klobas, pa veganskih izrezkov, pa onega, pa tistega, pa tretjega. Dovolj je, da je na krožniku krompir, čičerika, solata, zame osebno. Nekdo, ki pač mogoče želi veganski izrezek, nič narobe, ne? Super, ne? Ampak kljub temu se mi zdi fajn, da čim manj kompliciramo, ne? Meni osebno se zdi nujno, da sem tudi aktivist. Ni dovolj, da sem začel prakticirati veganstvo, ampak se mi zdi resnično nujno širiti to idejo. Namreč vsi vemo, da nam zmanjkuje časa. Časa nam zmanjkuje zato, ker se bodo porušili ekosistemi, ker se bo porušil družbeno-socialni sistem. Nedavno zdaj smo videli, da gori Amazonija, amazonski pragozdovi gorijo zaradi izsekavanja gozdov, zaradi katerih bo nastala polja, na katerih bo hrana za živino, ne? In gledajte, to so neizpodbitna dejstva.
številke govorijo, da ta planet tega ne bo vzdržal. In zaradi tega se mi zdi nujno, da ohranimo naš planet za bodoče generacije, da preidemo vsi na vegansko prehrano. Glede, jaz se ne zadovoljim s tem, da zmanjšamo. Jaz osebno se bom boril, jaz osebno bom aktivist tako dolgo, dokler ne bo poslednja žival na tem planetu svobodna. To se pravi, naš cilj je osvoboditev živali in zato se mi zdi ključno, da smo ljudje, ki smo vegani, tudi vpeti v aktivizem. Razumem tudi ljudi, ki jim pač ni do tega, tudi prav v redu, ni vsak za to, mogoče ne, nič narobe s tem, ampak kdor se pa le malo počuti sposobnega, pa tudi to je dovolj, ne? Da recimo komu bližnjemu mogoče z svojim vzgledom lahko kaj pokažemo. Vsi, ki me poslušate, vsi, ki to gledate, če še niste, postanite vegani. Za živali, za planet, za ljudi, ne nazadnje tudi zase. Če se imate radi, postanite vegani. Vsaj poskusite, nimate kaj izgubiti, lahko le dobite. Če imate radi svoje otroke, postanite vegani. Prihodnost je veganska. Kakšne koristi je prinesel ta način, ne le prehranjevanja, ampak način življenja? Definitivno to, da sem spoznal ljubezen mojega življenja, s katero tudi pričakujeva naraščaj. Tako da to je največji zaklad, največje bogastvo.